Nataša za začetek rekla o teh transferzalah, periferija, center. Vem, da tega nimaš teh debat pretirano rada, ampak mogoče bi bilo vseeno dobro kaj o tem povedati. Kaj pomeni, ne vem, sploh zate? Vem, da verjetno je bilo subverzivno dejanje, ko si prišla po 2 desetletjih Ljubljane v mariborsko Dramo. V tej liliputanski državi se mi zdi tako grobo razmejevanje, kaj je center, kaj je periferija, precejšnji nonsens, no. Nesmiselno, in v to sem verjamem prepričana, ker seveda, če se postavimo v kontekst kakšne okoli resnejše države ali pa večje države, da ne govorimo o mestih, so vse te naši pomisleki ali naša pritoževanja na nivoju ene zelo kaprice neke dame iz nekega dvora, iz nekega prejšnjega stoletja, oziroma ne vzdržijo nekega sodobnega sveta, nekega človeka, ki naj bi živel tukaj in zdaj. Po mojih izkušnjah, ki sem jih imela v obiskovanju nekih velikih resnih mest, kjer ti v samem centru porabiš dnevno 1 uro iz lokacije B na lokacijo C, da o nekem periferiji v teh mestih, ne državah, sploh ne govorim. V bistvu periferije pravzaprav ni, v takem smislu, kot se jo mi geografsko predstavljamo. Se pravi, v bistvu najbolj zakot na majhnem kraju se lahko v predeliškem smislu zgodi center. Tako da merila, okoli katerih sem kje delal ali pa se dobro počutil v kakšnem okolju, v gledališču, recimo zdaj v Mariboru, absolutno ne izhajajo iz tega, da bi pogrešal, da nisem v nekem centru. Na drugi ravni pa seveda v nekem vsakdanjem življenju pa obstaja, pač seveda se da zelo hitro ugotoviti po nekem majhnem občutku, da ima neko mesto ali pa okolje neke periferne značilnosti. Ampak to je hkrati dobro in slabo. Jaz mislim, da je dobro se zavedati, da si na periferiji, ampak ne pa od tega, kako se reče v slovensko besedo, patiti. Zakaj recimo niste se odločili za ljubljansko Dramo? Velevažna ljubljanska Drama je imela obdobje, v katerem je bila Drama spregledana, ker je bila dolgočasna, stara, nezanimiva ustanova in vele prihod Janeza Pipana je z njegovimi nekimi radikalnimi posegi, programskimi, kadrovskimi, marketinškimi, Dramo ponovno urezal in spostavil v ta slovenski gledališki prostor kot neko resno gledališče. Ampak vseeno, recimo, jaz sem do te mere, ne vem, jaz sem tako bitje ali pa tako ustvarjalce ali pa tak človek, da me v tistih letih, ki sem bila bistveno manjša, nobena inštitucija, poleg izrečenega, ni vznemirjala, ker so vse inštitucije v Sloveniji v tistih časih bile koncipirane na sistemu zelo jasnega, zelo preverljivega hierarhičnega sistema. To se pravi, mladi igralec pride, daje mu zaposlitev, pol 5 let igra to, pol 2 leti to in če se slučajno odločijo, ga potisnejo naprej, če ne pa ne. Ali je premiera vrhunec tega pričakovanega trenutka ali je še kak drug moment? V premieri je v bistvu bistvo na nek način, zato ker se skoncentrira neka popolna, ne samo to, kar si delal 2 meseca ali pa več časa ali pa močkaj manj, ampak skratka neko delo, ki si ga pripravil, se poveže z vsemi tvojimi željami, potem, da bi ti uspelo, da bi pokazal najboljše. In seveda potem z vsemi fizičnimi dogodki, ki so povezani s trema, napetost in tako dalje, in seveda se potem razreši s to končnim dejanjem, ki se konča. In takega občutka, kot je na premieri, pravzaprav ni na nobeni predstavi. Poznam ljudi, ki seveda trdijo oboje, da je premiera tista najboljša, oziroma najbolj avtentičen občutek, ki ga doživiš. In tudi ljudi, zlasti z one strani, neigralske, ki gledajo odzune, spravi ustvarjalce, ki pravijo, da premiera vzame tistega od najboljše predstave, ki jo je videl, recimo režiserja, pa tako dalje, vzame 20% in je v bistvu slabša od tiste najboljše predstave, da pa in drugi 20%, ki nima z ničimer drugim veze in so pa seveda neponovljivi. Tako
Lahko je pa pri vama s tipkama reset in delete, ko zadeve ostanejo v glavi, blazne tirade tekstov, grozne količine, se to mora zbrisati, se shranijo kar predalček. Kako imate s tem, Nataša? Se brišeš cele pasce? Ne, ampak nekam jih uspraviš. Meni lih to, dobro, kako pomniš, to se mi ne zdi problema, ampak v tem kontekstu, koliko enih tekstov ostane v glavi permanentno. Mislim, v glavi, nekje tle not so v teh možganih in to me javno na novo fascinira, mislim, kak aparat imamo tle od zgorja, kaj to je, ker je samo po sebi, se mi ne zdi, da bi, ampak ok, včasih rabiš eno besedo, včasih rabiš enkrat prebrati in se to kar odpre. Jaz recimo osebno skoraj vse pozabim. Mislim, hočem reči tako, če bi zdaj nekdo vprašal, recimo citat iz neke drame, da me zdaj vprašate za nevarne razmere ali pa od blizu, ne znam nič povedati. Mislim, prav ne spomnim se. Je pa res... Je pa res to, da je pač očitno na nekem tem sivem disku, ne, ali kjer je tako operativnem, ne, se pravi, ko se neke okoliščine, pa kot je Nataša zove, ali pa se pa to nekaj sprosti, ja.